indijske glasbe in nazaj v Indijo, oziroma ti kar ves bližnji vzhod, ker precej dobro obvladaš, ne? Zadnje čase pa praviš, da kar z letalom bolj letaš proti Indiji, ne? Ja, raje zdaj dol gledam in vse tiste kraje z očmi oplezujem, kjer sem pač preštopal. No, moram ti povedati, da sem bil letos pozimi, smo šli po stari poti, celo pot do Indije s kombijem in da Istanbul se je tako nemarno spremenil, da mi sploh ni več všeč. Puding shop sicer je, ampak super moderna restauracija. Tisti trg, na katerem so se zbirali vsi tisti kombiji, pa ima zelo žalostno podobo. Res, da piše tam The World Famous Pudding Shop, ne? To ja. Tistega parkirišča pa sploh ni več v takem smislu, kot je bil nekoč. Praviš, da te je eden od puščavnikov nekoč vprašal za tvojo kamero, ne? Ja, torej, to je bila zanimiva zgodba, namreč posedanje pri puščavu ognjišču za puščavniki, to je poseben privilegij, ne? Se pravi, ne more kar vsakdo posedati ob njih, oziroma te ne povabijo k ognjišču. In vedno je bilo strah, da bi mi kdo zatežil, da hoče moj fotoaparat, ne? Namreč, med njimi je tako, oni so brez lastnine in so osvobojeni tega. Seveda mi pa še zmeraj imamo nekaj in potem, zdaj, če bi puščavnik rekel, naj mu dam kamero, seveda sem pred dilemo, ali mi jo bo vrnil ali ne. No in točno to se je zgodilo. Mojster mi reče, give me your camera, ne, in sem rekel, no, zdaj sem pa tam, ne. In se prav spomnim, namreč, da je prav napetost nastopila v širšem taboru, vsi so čakali, kaj bom naredil, ne. Zdaj, lahko bi rekel ne, seveda, in tudi on ne bi nič rekel, ne. Samo v tistem trenutku se jaz lahko poslovim od kakršnega koli nadaljnega slikanja ali... Ja, ker je konec, oni imajo med sabo neverjetno komunikacijo. Vsi vejo za vse. Ja, in tako je bilo to jasno znano, da jaz sem pa škrt, oziroma da me materialna prpa še zmeraj preveč raufa, ne. Se pravi, pričakuje se od tebe, da boš dal, če ti reče, da boš dal? Nič se ne pričakuje, to je test, ne, zdaj kaj bom naredil. Jasno, jaz sem riskiral, vse sem rekel, vse tako, zdaj tudi če imam to kamero, z tistih stvari ne bom več mogel delati, ki si jih želim, ne, in seveda sem mu lepo kar dal tisto kamero v roke. In on je vzel in je celo pogledal skozi objektiv in okoli obrnjeno, ne. Mislim, da se je čisto zajebaval, ne. Tako malo je še obračal in mi je vrnil, ne. In tisti moment, ki mi je vrnil, ko sem jaz dal kamero, sem prav zaslišal tam od ostalih puščavnikov en tak odobrajajoč zvok je bil, še naredil, ne. In dejansko tam sem dobil vstopnico. Od takrat naprej sem lahko snemal, kar sem hotel, razen nekaj je pa teh puščavnikov, ki se pa res neče slikati, ne. In pravzaprav so zelo zanimivi bili te, vedno sem si želel, vsaj enega mojstra, skozi sem si ga želel slikati, ne. Dokler potem ni en pobič prišel, ker so tudi mlajši puščavniki, ne, in mi šepne prav, pejt, baba je prosil, da bi ga slikal, ne. In jaz rečem, hvala Bogu, ne, in še stojalo vzemem s sabo, sem rekel, pa jaz to res profi naredil, ne. In se lepo postavim pred njega, začnem jaz tisto stojalo razšraufavati, tisto že fotoaparat gor in on je vedno bolj debel je gledal, ko pa je enkrat zaštekel, da ga jaz hočem slikati, jasno je totalno ponoro, ne, zgrabil tisto svojo trisol in me je, mislim, skoraj nasadil. Jaz sem tekel kanot za mano, ne, medtem sem pa s kotičkom očesa sem pa zagledal pa onega mulca in še celo kompanija so se smejali, pa verci, ne, valjda so me napeli, ne. Ta trisol, to je kot nekakšna sulica, helebarda? Trizob, ja, to je njihov simbol, vsi ti puščavniki imajo ta trizob, ja. Pomeni... No, ko smo že ravno pri kamerah, kaj pa ti sploh nosiš s seboj od fotoopreme? Slišim, da stativ? Ja, stativ tudi, ja, drugače pa imam Nikona FM2 manualnega in pa tisto serijo objektiv 28, 35, 50, 105, 180. Vse to? Vse to. Same fiksne? Same fiksne, ja. Nobenega zoma? Ja, teži, ne, tako da se ja bolj matram. In koliko kilogramov je potem to? Pač, ja, to je kar enih 10-15 kilogramov pride tega. Ker pol skozi prenašam s sabo in tudi spim. Čakaj, FM2 to je že malo starejši aparat, ne? Ja, to je ena taka klasika Nikona. Takrat je bil čista špica, ne? Meni je še zmeraj, ne, namreč je kvaliteten, v najhujšem mrazu in najhujši vročini ta mašina še zmeraj dela. In tudi, če grejo baterije, cugrunt, se pravi, mašina še zmeraj lahko manualno delam, ne. Kaj pa od filmov?
Ja, torej vsa leta sem delal na Kodaka, sem bil Kodak zapriseženec. No, zdaj sem se pa spreobrnil in sem pač na Fujija preskočil, nekako Fuji je postal malo boljši. Kaj je tisto, kar gledaš pri filmu predvsem? Kontrast, barve? Ja, pa barna bogatost, ne, kakšno paleto, kako je v detajlih, kakšna je risba v temini. Risba v temini je zelo važna, koliko se tukaj vidi. Kako hitre filme pa uporabljaš? To imam pa kompletno spet vso možno plejado filmov, s sabo nosim. Se pravi, kateri je najobčutljivejši recimo? Ja, tega imam 64, pravzaprav s tem začnem, 125, pol niti nimam, 64, 100 asa, največ 100 asa. A ja, več ne? 200 tudi, ampak zelo nerad, pa se mi že zmeraj zdelo, da bo zrno premočno, ampak to je bilo včasih, ko so bili te filmi še slabši. Zdaj so pa že tudi 200 asa in še celo več, so tako fina zrna, da skoraj ne vidiš razlike. No, sicer pa od flashov, filtrov nekaj dosti, ne? Flasha nimam rad prav posebej, rajš imam vse te posnetke z naravno svetlobo, če se le da. To s flashom vedno, ko pritisnem s flashom, si videl, da si slikal in mi nekako ni to, jaz se rad infiltriram, tako da nekako valim tehniko biti neviden, nekako witness. Aparat vzameš vedno samo en sabo? Dva. Aha, dva. Drug je pa Nikormat, to je pa tudi Nikonova serija, to je pa čisto tak reporterski Nikonov aparat, totalno kovinski, težek, heavy duty, ne, tako da če je treba ga tudi sprimam, se borim z njim. Nima pa nobenih avtomatik, ne? Ne, avtomatike Pa iste pač objektive nisem. uporablja? Vse isto, ja. To je še tisti, ki ima tako grabljico gor, ko obračaš blende, Pa ne? na 5-6 je treba vedno premakniti, kadar zamenjaš objektiv. Ja, kar dosti dela je, samo pa se navadiš, je to taka motorika, da enostavno